Dragi protestniki, naša naslednja postaja je vlada in gospod predsednik vlade, gospod Janez Janša. Ki je v vrstu. Mogoče samo z osebno asistenco. Očitno v kabinetu vlade danes je vlada na notranjem nihče ne dela. Sprašujemo se, kam gre davkoplačevalski denar. Tudi mi namreč prispevamo v proračun naše države in z osebno asistenco smo lahko enakopravni vsem ostalim. Očitno v kabinetu vlade danes je vlada na notranjem nihče ne dela. Sprašujemo se, kam gre davkoplačevalski denar. Tudi mi namreč prispevamo v proračun naše države in z osebno asistenco smo lahko enakopravni vsem ostalim. Hočemo predsednika vlade, ki bo prevzel odgovornost za to, kako se uzakonjajo človekove pravice. Janez, kranjski Janez, kje si danes? Ne vidite, ne slišite, ne razumete, katero vrsto invalidnosti imate. Ne bomo zadali in se bomo borili, dokler asistence kot pravice ne bomo zavrnili. A nas bo kdo pričakal tlele? Očitno ne. Očitno ne. Sladko se jim po domačem. Ja. Bo mogoče vemo nazaj, da smo opazili, da je pred palačo predsednika avto ne vem koga že, enega diplomata skratka in je verjetno predsednik dni, tako da mogoče se ga ne. Okay. Če prvo mojmo tle predati. Ja, ja. Vlada, kdo se bo volil v naslednjem mandatu, če te bo kdo volil? Vi ste tukaj zato, da delate za nas in ne obratno. Ja, žal, ne, tako kot marsikdo drug, ima vedno znova pomembnejše stvari, kot je stvar, za katero. Ja, ampak tokrat se zopet nahajamo na istem prostoru, kot smo se pred 4 leti, ker nam je bilo obljubljeno, da se bodo določene stvari tudi zakonsko uredile. Zdaj je konec mandata, situacija za nas je pa dobesedno identična, kot je bila pred 4 leti. Še vedno životarimo iz leta v leto zato, da živimo kot kdorkoli drug. Zato vam predajamo tale zakon. Čakali smo ga z vaše strani, čakamo ga že 15 let in mislimo, da glede na to, da smo ga sami napisali, najbolj odraža to, kar sami želimo in kar sami potrebujemo. Hvala lepa. Jaz tako obljubim v imenu vlade, da bo vlada zadeve preučila in seveda v okviru svojih pristojnosti tudi ukrepala. Zavedam se pa tudi osebno, mislim, kot tudi vlada ranljivega in pa seveda težkega položaja. Glejte, ni dovolj, da se vedno znova samo preučijo določene stvari, v realnosti se pa ne spremenijo. Vsa zakonodaja, ki je bila sprijeta tako v preteklih 4 letih kot še prej, je bila zakonodaja, ki je na nek način varovala organizacije ali pa velike konglomerate. Ni pa nobene zakonodaje, ki bi varoval pravice posameznikov. In mislim, da kot vlada, ki pravi, da se zavzema za človekove pravice, ki je med prvimi ratificirala konvencijo
OZN o pravicah hendikepiranih, mora nekaj narediti tudi, da se to začne uresničevati. Črke na papirju niso več dovolj in črke na papirju za nas pomenijo kruto realnost. Hvala lepa. Drugače poznate problematiko osebnih asistentov? Jaz zadevo poznam, ker mi tudi vaše društvo je poslalo v zadnjem obdobju kar nekaj mailov. Pa mislite, da je to normalno, da so ljudje, da so na minimalni plači, da nimajo osnovnih socialnih pravic, pa v bistvu delajo, da so njihovi delodajalci pač hendikepirane osebe, ne pa država? Poglejte, v okviru pristojnosti vlade bomo zadevo proučili. Jaz vam danes ne morem dajati v imenu vlade nekih obljub. Hvala lepa. Hvala lepa. Mirno.